Lep pozdrav vsem občankam in občanom občine Kranjska Gora. Pozdravljamo vas tukaj iz golf igrišča. Zahvaljujem se vsem občankam in občanom tudi za strpno preživetje velikonočne praznike v izolaciji. V bistvu prvič v zgodovini, mislim, da velikonočnih praznikov, ki ste jih mogli preživeti sami v krogu svojih najdražjih, v svojih stanovanjih, svojih bivališčih, in tukaj res se pozna, da smo se držali. Slovenija kljub vsem kritikam, ki smo jih deležni, tako občinski možje, tako vlada, tako država, zdravniki, medicinske sestre. V glavnem kritizerji se poslužujejo vseh sort seveda napadov, ampak mislim, da kljub vsemu so bili ukrepi minimalni. Vidimo, da okrog nas države sosednje imajo skoraj vse bolj stroge in bolj rigorozne ukrepe, tako da kljub vsemu smo držali to distanco in smo bili res uspešni. Tudi po številu okuženih v Sloveniji vidimo, da se zadeva umirja po 20 na dan, tudi manj, tudi število umrlih pada in lahko smo zadovoljni. In tukaj res moram tudi občino Kranjska Gora pohvaliti, da je ena med najbolj uspešnimi. Čeprav smo bili na začetku najbolj ogroženi, smo seveda sosedje Italije, ki je bila pa žarišče v Evropi. Tako da tukaj res najlepša hvala vsem. Moram povedati tudi še, da mogoče zdaj, ko velja tudi gibanje teh ljudi, ki posedujejo vikende, ki posedujejo svoje namestitvene kapacitete, sekundarna bivališča v drugih občinah, da lahko prehajajo občinske meje, da mislim, da to ne bo vplivalo na nek pretiran porast v bistvu obiskovanja teh naših najbolj obremenjenih turističnih točk, in upam, da se bomo vsi skupaj tudi držali tega. No, mogoče tukaj na golfu bi samo poudaril, da kolesarji, ki uporabljajo to čudovito pešpot od Martuljka do Kranjske Gore, naj uporabljajo v ta namen kolesarsko pot na drugi strani doline čez cesto. Naj ta pot mimo golf igrišča do Martuljka ostane v domeni pešcev in seveda sprehajalcev za namen golfa in seveda tudi za vse druge občane. No, v tem tednu smo tudi z posoškimi župani dosegli na Vladi Republike Slovenije odprtje meja z Italijo in tudi z Avstrijo. Žal pa sta se sosednje države, tako Avstrija kot Italija, odločile ta režim, ki ga imajo, se pravi strogo zaprtih mejnih prehodov Rateče in Koren, obdržati vsaj do konca meseca. Avstrijci so v svoji izjavi napovedali odprtje Korena po 3. maju. Italijani pa mislim, da bodo to storili v kratkem, ampak tudi pričakujemo, da šele konec meseca oziroma za odprtje Rateč tam nekje začetek maja. Predvsem to govorim zaradi prehajanja naših občanov, ki so zaposleni v Italiji, seveda posledično pa tudi zaradi počasnega oživljanja turizma in prehajanja ljudi v tem našem območju 3 dežel, kjer smo bili res navajeni živeti eden z drugim preko meja. In naj vas za konec, drage občanke in občani, naprošam samo, da se kljub temu, da se vladni ukrepi rahljajo, držimo še naprej in ostajamo odgovorni državljani, seveda v upanju, da ta epidemija in seveda tudi svetovna pandemija čim prej mine, da se vrnemo v normalno naše vsakodnevno življenje in ostanemo zdravi. Lep pozdrav.